Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo novega trenerja članske ekipe košarkarskega kluba Hidrija, Igorja Pučka, katerega prav lepo pozdravljam. Dober dan tudi vam. Hvala za povabilo. Torej, nov trener članske ekipe, pa bi prosil za začetek, da se povsem na kratko predstavite. Od kje ste? Torej, prihajam iz neposredne bližine Celja, sem Celjan, živim pa v Petrovčah pri Žalcu. Zadnjih 5-6 let, predtem sem živel dolga leta od mladosti dalje v Celju. Vaše življenje je povezano s košarko, bili ste v začetku aktiven igralec, žal že pri 23 letih končali kariero. Kakšni so spomini na to vaše, obdobje igranja košarke v vlogi igralca? Ja, torej, to obdobje je zdaj že kar daleč nazaj, ne? Sega sicer v obdobje prejšnje države. Sem bil kadetski reprezentant Jugoslavije, bil sem igralec, ki je igral krepko v prvi B jugoslovanski ligi pomembno vlogo, v košarkarskem klubu Libela. Ta klub je bil malo pred prihodom v prvo jugoslovansko ligo. Tako da bi lahko iz tega zornega kota danes gledam nazaj, kar z veseljem, zadovoljstvom. Je pa res, da je minilo precej časa. Moji soigralci so bili tudi Jure Zdovc, Aleš Pipan, Matjaž Tovornik, Zoran Golc, torej tudi reprezentanti slovenski in jugoslovanski. Tako da na nek način je to obdobje, ki sem ga seveda moral pustiti za seboj. Za menoj je bila takrat neprijetna izkušnja, povezana z boleznijo. In prišlo je tako daleč, da sem razmišljal, kako ostati v košarki, in zgodilo se je, da sem se vključil v trenersko delo. Hitro prevzel celjski klub, nato nadaljeval v Šentjurju, tega pripeljal v prvo ligo, z njim dolgo leta nastopil v prvi ligi. Nato me je pot vodila v različne klube, od Laškega, Polzele, in zdaj nazaj v Idrijo. Vsi zasavski klubi v Avstriji, skratka sedaj pa v Idriji. Pred začetkom snemanja ste me omenili, da prvi stik z idrijsko košarko ni bil ob začetku letošnje sezone, ampak že v času nekdanje države, ko ste igrali tudi skupaj z Francijem Rupnikom, očetom Blaža Rupnika, katerega sedaj trenirate. Drži, je pa res, da to ni bilo v ligi, ampak je bilo za barve takratne kasarne, vojašnice, za katero smo igrala in smo osvojila takratno jugoslovansko prvenstvo, oba sem bila v prvi petorki, tako da najno poznanstvo je vezano takrat. Blaž, njegov sin, je pa sedaj igralec košarkarskega kluba Hidrija, ki ga tudi trenira. Torej, omenili ste, ogromno ekip ste že vodili, tudi Šentjur pripeljali iz druge v prvo slovensko ligo, tudi tam je Šentjur potem igral vidno vlogo. Nenazadnje ste spadali v tistem obdobju med bolj perspektivne slovenske košarkarske trenerje. Tudi Košarkarska zveza Slovenije vas je želela poslati na izobraževanje preko luže v Združene države Amerike, pa ste se potem raje odločili, da ostanete doma, se posvetite študiju. Kaj je pretehtalo končni odločitvi? Res je, to sopada z obdobjem okrog leta 2000, se pravi, ko sem za Šentjurjem prišel v prvo ligo. Moram reči, da takrat je bila košarka v Sloveniji dosti močnejša klubsko gledano, kot je danes. Se pravi, Olimpija je igrala na Final Fouru v Rimu, Krka, Laško, oba sta igrala Euroligo. S Šentjurjem smo pa igrali kar zelo dobro, tako da smo v 3 letih, kolikor sem je vodil prvi ligi, potem tudi igrali ligo iz prvaka. Sledila je nagrada, vodil sem takrat kot najmlajši trener v prvi slovenski ligi tudi ekipo na All-Staru, vodil sem takrat na ekipo Vzhoda. S katero so tudi zmagali? Smo zmagali, ja, Zahod je pa vodil zmago Sagadin. Sledila je tudi ponudba Košarkarske zveze, da bi se šel šolati v Ameriko, ne. Seveda tudi obiskoval kamp NBA liga in posledično bi verjetno se mi odpirala marsikatera vrata, ampak pri moji starosti, takrat 31 let, 2 majhnima otrokoma, starosti 1 in 3 leta, ne, si tega enostavno nisem privoščil, ne, da bi ostal brez družine v tem obdobju. Se mi, da je bilo to zelo pomembno takrat, ni mi žal. Skratka, nisem se odločil, ostal na ta način, seveda si zaprl marsikatera vrata, ostal pa seveda globoko povezan s košarko, ne toliko več na profesionalnem nivoju, bolj na poprofesionalnem. Je pa res, da sem imel še potem dosti lepih uspehov, tudi z ekipo Trbovlja sem se vrstil v prvo ligo, z 2 tretjeligašima sem se vrstil v drugo ligo, to sta bila Celje in Medvode. Skratka, dosti lepih uspehov in moje srce je polno. Ampak niste bili samo, niste se posvečali samo košarki, tudi študiju, študij ste dali kar na visoko mesto. Nenazadnje ste doštudirali, da ste diplomirani pravnik. Drži, in tudi vse skozi sem delal kot diplomirani pravnik, tudi v obdobju, ko sem Šentjur pripeljal v prvo ligo. In tudi danes, se pravi, za menoj je zdaj že kariera pravnika cirka 35 let. Tako da na nek način se dokazujem tudi na drugih področjih.
Kako je prišlo do prihoda v Idrijo na mesto trenerja članske ekipe? Ja, zgodba je mogoče malo filmska, ne, če smem uporabiti takšen termin, namreč jaz sem že malo izpregel, ne. V Hrastniku sem bil športni direktor, ne, urejal klub, ki je še edini ostal v Zasavju, živ, z izjemo Litije, ne, se pravi, Hrastnik je poleg Zagorja in Trbola nekoč tvoril okostnico košarke v Zasavju in na nek način me je doletela informacija, da je Goran Jovanović, trener pred menoj, zbolel, ne. Goran je moj zelo dober prijatelj, tako v privatnem življenju, kot tudi na košarkarskih igriščih, smo dali kar marsikaj skupaj. Tudi sam je poklical, če bi bil pripravljen zavzeti njegovo mesto, ne, ker pravi, da takrat je v tistem obdobju rekel, da mu je pač zelo pomembno, kdo bi prevzel, seveda na povabilo Saše Kavčiča sem se tudi udeležil razgovora. Moram reči, da mi je kar prepričljivo predstavil zadevo, ne, na nek način se pravi, da sem bil dolžan sebi in košarkarskemu klubu Idrija in pa hkrati mojemu zelo dobro prijatelju Goranu Jovanoviću neko uslugo in na nek način sem se tudi na ta način pustil angažirati. Omenili ste, da sta z Goranom dobra prijatelja, opažamo pa lahko tudi na tekmah, da sta tudi po temperamentu zelo podobna, znata kar močno, bom rekel, povzdigniti glas, tako na igralce, kot tudi na delivce pravice. Moram reči, da v zadnjem obdobju sem se kar pošteno že umiril. Delo trenerja namreč ne glede ali je stalno, se pravi, ali profesionalno ali ne, je stresno. Treba vedeti, da to marsikaj prenaša s seboj, tako tudi zdravstvene težave in nič kaj prijetno se to ne odraža lahko v počutju človeka. Tako da sem seveda nekako se na izkušnjah nekaj naučil. Je pa res, da je košarka igra, ki je zelo čustvena, se pravi, hitro se reagira, ne, na nekatere okoliščine, hitro se dogaja vse skupaj, časovna je stiska, kolikor vemo, pri košarki zelo preča, ne, se pravi, imamo dosti pravil, ki so povezana z iztekanjem sekund. In posledično doživljaš mogoče zadeve okrog sebe bolj, bomo rekel, drugače, kot jo doživljajo večina ostalih, ne. Tako da ja, se strinjam, neke emocije moraš izražati, izkušaš izražati in tako je tudi z menoj, tako je tudi z Goranom, tako na vse zadnje z večino trenerjev. Sedaj nekaj tekem v idrijski Modri dvorani je že za vami. Kakšen je bil ta prvi vtisk? Je publika upravičila mogoče ta pričakovanja? Najbrž ste slišali ogromno od idrijskih navijačev. Se je to uresničilo, kar ste slišali oziroma ste pričakovali, mora biti? Moram zgodbo začeti mogoče nekako drugače, ne. Vem, kaj me sprašujete, se pravi, že odkar je idrijska košarka imela največje uspehe, se pravi leta 1995, če se ne motim, z uvrstitvijo v prvi ligi in pa zelo dobro uvrstitvijo takrat, ne, ekipo je vodil Predrag Milović, igral je tudi eden od mojih igralcev, ki je kasneje pri meni naredil dobro kariero, to bi Jadran Kočović. Sem jaz marsikaj vedel o dogajanju v Idriji, se pravi, ta sredina je bila vedno, bom rekel, zelo košarkarsko aktivna, ne, se pravi, gledalci so tukaj naredili vedno posebno štimungo, spomni se tudi navijačev Prefarcev, če se ne motim, ne, in pa vsega trušča, ki se je zgodilo v zadnje, ampak moram reči, da je to eden od razlogov, ne, zakaj sem toliko bolj motivirano pristopil k temu projektu, če lahko temu tako rečemo. In dogajanje na začetku te druge lige me nikako ne preseneča. Vidim, kako ljudje pravzaprav lokalno okolje živi za dogodek, ne, in si seveda prizadeva ustvariti vzdušje, ki je prijetno tako za vse sodelujoče akterje, ne, tudi seveda igralce in pa trenerja, ne. Tako da jaz mislim, da je ena redkih sredin, poleg mora biti še v drugi ligi Ilirske Bistrice in pa sedaj Polzele, ne, ki je izpadla lani iz prve lige, ne, ki je, bom rekel, tako košarkarska, da je pravzaprav veselje delati v takšnem okolju. Omenili ste projekt, govorijo druga liga. Kakšni so vaši tekmovalne ambicije vezane na letošnjo sezono? Ja, moram povedati sledeče, da jaz sem malce zastrigel z ušesi, kajti moj fokus je vedno znova na domačih igralcih. Jaz sem bil dosti poznan kot trener, ki zelo rad daje priložnost mladim domačim igralcem, ki na nek način tudi vztraja z njimi z namenom, da bi se dokazalo še enkrat več, da slovenski prostor je bogat z športnimi talenti, ne samo košarkarskimi, tako je tudi v tem primeru, ne. In tisto, kar me je prvo zanimalo, koliko domačih igralcev premore klub, ne, zdaj ob uvrstitvi v drugi ligi, kajti krepko se zavedam, da teh namreč situacij, oziroma skušam imam polno situacij, sem že kar nekaj doživel, ne, da vkolikor ni zaledja, ne, je težko potem pričakovati dobro prihodnost, ne, sedanjost in prihodnost v nadaljevanju. In
Prvo, kar sem želel poudariti v teh razgovorih, da mene bolj zanima, seveda poleg tega, da se naredi nek primeren rezultat, se pravi minimalno to obstanek v tej ligi, v kateri so lani naredili, se pravi prišli, da bi dosegli, da bi se delo z mladimi popravilo oziroma da bi nadgradili na ta način, da bi se ekipa lahko v nadaljevanju polnila z mladimi talenti, ki jih pa v tem trenutku ni veliko. Se pravi, številčnost pri mlajših kategorijah ni vprašljiva, bolj je po vašem mnenju kvaliteta. Ja, pa ne toliko, da se ne bomo narobe razumeli zaradi dela v klubu, kajti jaz mislim, da tisto, kar sem jaz opazil, spoznal, gre za močne entuziaste, dobre košarkarske delavce, se pravi od Saša Kavčiča navzdol, Aleš Kastarin, potem je tu Darko Vidič, navsezadnje legenda idrijske košarke, Rado Vihar. Tako da jaz vidim, da navsezadnje tudi igralci, Simon Tratnika, delajo že s temi mladimi naraščaji. Nedvomno je temu tako, da se dobro dela, ampak korona čas je naredil svoje. Poleg tega je Idrija v neki specifični situaciji, kot je večina manjših sredin, se pravi tam, kjer srednješolci oziroma dijaki ob nastopu prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo že iščejo drugačne poti in včasih tudi ne ostanejo v lokalnem okolju, oziroma mladi talenti, ki so pa košarkarsko primerni, so pa že zanimivi bogatejšim, močnejšim sredinam, in tudi to bo tudi k temu, da je potem količina in pa kvaliteta teh igralcev manjša, posledično pa je delo trpi. In zato tudi pravim, da mogoče ta projekt tudi vezan na ta način, da bi želeli dodatno delo z mladi talentiranimi igralci, da bi se povezovali z lokalnim okoljem, kajti več ne gre samo za idrijsko okolje, gre za okolje, ki je v bližini, da bi tukaj mogoče ponudili priložnost takšnim igralcem, ki mogoče tudi niso kaj zadovoljni ali pa ne, mogoče njihova kvaliteta dela ni takšna, da bi bila za njih zadovoljna in da bi mogoče tukaj našli sredino, kjer bi to lahko naredili. Ali lahko iz teh stavkov razberem, da vaš, bom rekel, prihod v Idrijo ni vezan samo na eno sezono, je to bolj dolgoročno? Torej, prvi dogovor je bil dvoletno sodelovanje, ravno z namenom, kajti ni se vedelo, kakšno je najprej stanje in bo stanje Gorana Jovanovića, ker je le on tisti, ki je to ekipo pripeljal v višji rang tekmovanja, torej v današnjo drugo ligo, in se je seveda, mislim, da bi osnovna želja kluba, da bi nadaljevala delo s takšnim trenerjem, ki je bil uspešen. Čez čas, ko smo ugotovili, da seveda, da Goran še v tej fazi ne bo mogel, smo se pa začeli dogovarjati tudi na ta način, zato sem jaz to videl kot neko možnost, ravno z namenom, da bi naredil dober pogled v mlajše kategorije, da bi se v klubu skupaj z upravnim odborom dogovorili, da bi prišlo do sodelovanja z okoličnimi kraji, da bi mogoče Idrija postala neke vrste regijski center in ne zgolj nabirališče tistih igralcev oziroma mladih športnikov, ki živijo v tem okolju. Kako pa s sedanjo člansko ekipo? Rekli ste, mogoče malo manjka domačih igralcev. Kako pa ostalo? So kakšne želje, da bi imeli kakšno pozicijo bolj zasedeno ali ste zadovoljni s kadrovsko sestavo? Jaz sem absolutno pristaš tega, da ekipa, ki ustvari uspeh v nižjem ligaškem tekmovanju, potem pride v višje ligaško tekmovanje, kot je bilo lanska sezona, da ta ista ekipa odigra v višjem rangu tekmovanja, plus da se mogoče doda na tistih igralnih pozicijah, kjer je mogoče manjko igralcev, kakšnega igralca. In tako se je tudi to zgodilo letos. Se pravi, gro ekipe je ostal popolnoma nespremenjen, odšel je zgolj en igralec, Mark Berlič, ki je zaključil z igralno košarko, tako da smo bili potem prisiljeni skupaj iskati rešitve in našli smo jo v sodelovanjem dveh igralcev. Prišlekom to sta Andraž Kavaš na poziciji visokega centra in pa Domen Bratoš, izkušeni branilec. Tako da jaz sem zadovoljen. Tisto, kar pa je v tem času zelo moteče za nas, pa je nepredvidene poškodbe. Poškodbe se dogajajo v športu. Je pa res, da so te 4 poškodbe, ki trenutno ovirajo 4 igralce, od tega 3 nosilce igre, so pa takšne, da so se dogodile na tekmah in v tej fazi čakamo, da se bi ti igralci rehabilitirali in vrnili nazaj. Tako da v tej fazi igramo v krvni sestavi, pravzaprav to traja zdaj že od drugega kroga dalje. Na srečo smo bili uspešni na zadnjem gostovanju v Litiji, tako da z 2 zmagama, 2 porazom, jaz mislim, da smo lahko v tej fazi zadovoljni, čeprav s porazi najbrž športnik nikoli ni zadovoljen. Če pogledamo ekipe, ki sodelujejo v drugi slovenski košarkarski ligi, kdo je po vašem mnenju favorit za napredovanje v prvo ligo? Torej, jaz sem absolutno mnenja, da je ta liga zelo izenačena, da tudi Idrija sodi v krog
teh ekip, ki lahko igra v ligi za prvaka in potem v nadaljevanju, seveda odvisno od dogajanja, poseže po malo višjih mestih, ne, je pa torej za v tej fazi to treba še dokazati. Kar se tiče samih navedb in prognoz, ljudje različno komentirajo, jaz osebno mislim, da sta to ekipa Pauzele, ki je lani izpadla in se okrepila z Dinom Muričem, se pravi bratom od Edana Muriča, in pa tudi Dino je seveda nekdanji reprezentant in igralec, ki igra Euroligo. Mogoče zgolj po imenih, ne. V tej fazi vidimo, da je presenečenje na vodilna pozicija ekipe Slovana, ki je mlada ekipa, ki igra pravzaprav neobremenjeno in je v 4 krogih ravno tolikokrat zmagala. Tako da so te prognoze zelo, bom rekel, nepredvidljive in se jih raje izognil, kajti vidimo, da iz kroga v krog prihaja do presenečenj, kot je mogoče tudi trenutna uvrstitev lanskega finalista druge lige, to je ekipa Planapur iz Ilirske Bistrice, ki pa ima po 4 krogih enako razmerje zmag in porazov kot ekipa Hidrija. Kakorkoli, verjamem, da vaši načrti so, da idrijska ekipa ne položi, rekel, da se ne preda brez boja, vsaj ne na domačih tekmah, načrt je čim več zmag. Ja, torej, po 4 krogih smo mi le enkrat gostovali v domači dvorani, žal doživeli poraz z ekipo Vrhnike, ki je s prvo petorko res, bom rekel, dosti izkušena ekipa. S prvoligaškimi izkušnjami pa mislim, da to mogoče kdaj lahko vpliva na dogajanje na igrišču, predvsem pa zato, ker mladi sodniki časih, bom rekel, podležejo pritisku, ki ga ti izkušenejši igralci izvajajo. Tako da v tej fazi niti ne vem, ali smo močnejši v gosteh ali doma. Ne. V vsakem primeru se mi prizadevamo pred vsako tekmo pristopiti k tej z namenom dobre predstave in pa seveda, če se le da, tudi zmage. Ne. Tako da tudi v nadaljevanju bo tako. Vsekakor si vsi ljubitelji košarke že zelo veselimo preostalih tekem v idrijski Modri dvorani. Vsi tisti, ki si ne uspete ogledati gostujočih tekem idrijske ekipe na gostovanjih, vabljeni na ogled tekem preko spletnega portala YouTube. Povezave so na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije. Vam, gospod Pučko, pa seveda želim, da bi bili čim bolj uspešni pri vodenju idrijske ekipe in da bi doživeli čim več lepih trenutkov, predvsem pa ogromno zmag. Hvala lepa, naj povabim še enkrat tudi gledalce, da si pridejo gledati že našo naslednjo tekmo, to pa je v soboto v domači dvorani proti ekipi Janč iz Ljubljane. Bomo prišli. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.